Takole, en lep pozdravček. Z nami je danes Polona Plešec, ena od udeleženk 4-dnevnega seminarja Temelji Access Consciousnessa, in jo bom danes nekaj zastavila vprašanj o tem, kakšna je bila njena izkušnja na temeljih, s temelji. Živjo, Polona. Ja. Živjo. Evo, jaz ti bom kar zastavila nekaj vprašanj, in sicer prvo vprašanje, kako se je tebi spremenilo življenje po temeljih, kaj si opazila, kaj se ti je spremenilo, ali na področju s telesom, v odnosih, z denarjem, na področju posla, karkoli, kaj si opazila, kaj se je zgodilo, kaj se je spremenilo? Ja, dejansko se ti začne spreminjati vse, no? Na vseh področjih. Je pa tako, da sem opazila, da nekako ne gre na vseh področjih, kako bi rekla, istočasno, oziroma za kakšne stvari so se mi začele spreminjati takoj po temeljih. Recimo, to je bilo področje posla, kreativnosti. Kakšne stvari pa tako se ti potem malo kasneje, ker se mi zdi, da traja en čas tudi, da, kako bi rekla, ja, določene stvari se ti spremenijo takoj, hitro. Kar se ti začne dogajati, je to, da se začne spremembe dogajati na drugačne, hitrejše načine, bolj lahkotno. S tem, da ja, ene stvari, pa recimo, kar se tiče denarja, pa partnerstva, je pa tako odvisno, koliko imaš enih plasti še od spodja, ne? In ko jih začneš nekako, kako bi rekla, luščati, ne, se začne, ampak tisti res veliki premiki so se pa meni recimo na področju denarja, pa partnerstva, pa eni preboji, pa uvidi, začeli dogajati zdaj. Po enem določenem času. Ja. In potem tudi ugotoviš, tako sem ugotovila, recimo denar po partnerstvu je bilo nekaj, kar sem med drugim želela razrešiti, in potem sem ugotovila, da sta te dve stvari pri meni bile sploh povezani, ne. Ja. Tako, ne, ka misliš, da je recimo eno področje kao in potem vidiš, ko se nekako pomanjšuješ se recimo v partnerskem odnosu, ne. In potem vidiš, da se pomanjšuješ tudi pri svojih kreacijah in se zaustavljaš tudi pri denarnem toku, no. Tako da, ja, ampak zdaj se mi ful dogaja na tem področju. Super. Uporabljaš orodja, ki si jih dobila na temeljih, da dobivaš še večjo spremembo? Ja, pa še tako, no, tudi to, kar sem začela, v bistvu na temeljih dobiš toliko orodij. To je, res greš, a ne, čez vsa področja. In tega je ful. Zato se mi tudi zdi, da traja en čas, ker, saj jaz sem tako začela, začneš mogoče uporabljati par orodij, a ne, in potem, ko tiste nekako osvojiš, potem dodajaš, ne. Tako da to se mi zdi, da je res tako en tak učbenik, ki ga uporabljaš, itak že sami temelji se spremenijo, ne, tiste 4 dni, ampak to je pol še za uporabo, da imaš in, ne vem, še 1 leto oziroma več let lahko, a ne, črpaš potem iz tega. Ja, prav tule imam tale priročnik za temelje, tako da ga lahko kar pokažem, kaj pravzaprav ljudje dobijo. Takole, eno tako, ja, sem imam še ene liste noter, eno tak priročnik, kjer je na 100 orodij noter, in tako kot Polona pravi, pravzaprav res je dejansko, to pa skozi celo življenje uporabljaš, ne. Kaj pa, Polona, kako si se pa ti pravzaprav odločila za temelje? Te je kdo priporočil temelje ali si sam pač izbrala zato, ker si vedela, da je tukaj nekaj za tebe? Ja, jaz sem kar vedela, da je pač tukaj nekaj zame, ne, tudi že nekako po prvi Bars delavnici sem vedela, da bom šla enkrat delati tudi temelje naprej. In tako se mi zdi, tudi recimo, če si izbereš Bars delavnico in vidiš, da se ti začnejo neke spremembe dogajati, ne, si želiš več, ne, ker tudi pol, ko sem bila recimo ali na kakšnih izmenjavah, pa tako, ko se z ostalimi pogovarjaš, vsi govorijo o teh temeljih, in si pol že tako, ja, želiš več, a ne, in vsej drugače na Barsih dobiš ta neka osnovna orodja, ki ful delujejo, in Barsi sami po sebi delujejo, ampak tukaj greš pa res čez vsa ključna področja, ne, in tukaj je pač ime temeljev, postaviš si dejansko nove temelje, oziroma pogledaš stvari, za katere si verjel, mogoče celo življenje, da so bilo res, ali pa neka prepričanja, pa tudi podzavestna,
potem pogledaš nekih drugih zornih kotov, ne? Tako neki drugi pogledi se ti dejansko odprejo. Ja, no. Tako da v bistvu brala sem pa od drugih, kar sem slišala. Okay. Koliko je bila pa tebi sama izkušnja na temeljih, tako te 4 dni, ki si jih preživela z mano, pa pač z drugimi udeleženci, koliko je bila sama ta izkušnja? Je bilo naporen, si trpela? Tako, prva 2 dni mi je bilo zabavno, lahkotno, se mi zdi, ja, vse tudi pol naprej, ampak pač pri meni so se sprožili dejansko, tako se mi zdi, ker se ti zgodi nek zlom tvoje realnosti, resničnosti in so se mi tudi tako spremembe na telesu v tistem času zgodile. Malo sem šla tudi, malo sem se nazaj potegnila, se mi zdi tako, da bi se hotela nekako zavarovati tisto, kar sem bila, ne, do takrat. Tako da sem imela, mislim, da je bil 3. dan, ja, ker je bil en tak, ker ni bilo ravno udobno, no, tako, ampak itak sem šla pol čez to, tako da je bilo fino, drugače sem imela fino, všeč mi je bilo, res že veliko stvari tam razčistiš, ali pa kakšne stvari se ti kar odprejo, ker niti sploh nisi vedel, da je to tisto, kar te zadržuje, ne, tako, ali pa ja, nekaj tako iz preteklosti, ti kar nekako pride na plan, ali pa tako še iz kakšnih prejšnjih življenj, v bistvu zaznaš, da je pač neka energija bila tam tako ujeta in se sprosti, ne. Tako da definitivno transformativna, dobra izkušnja. Drugače pa, tako, kako sem se počutila, sem se pa dobro in kar je meni pri Accessu, pa tudi pri tebi res tako všeč je, ko ti, kot facilitator, dejansko ne sodiš, se pravi, tam se počutiš tako, da si lahko odprta, ne, da lahko pač karkoli privlečeš na dan, pa ne bo nič, da bi si kdorkoli karkoli o tebi mislil, recimo ti, ne, ali in tudi to, ko ne greš pol kupovati, recimo zgodbe, ne, jaz sem to prav tudi tako zaznala, ker pač v tej realnosti je tako, da začneš nekaj pripovedovati ene svoje zgodbice, ne, in potem nimaš več sogovornika, v bistvu ne bo noben več kupoval tega, ne, tako da ja. No, in to je še recimo, če smo prej v spremembah, ne, če lahko to je ena stvar, ko sem jo tudi ful zaznala pri sebi, da sem šla res ven iz sodb, pa ne zdaj, mislim, zavedam se, še vedno imam, te sodbe, ampak ful se jih je razstopil, hkrati pa začneš pol opazovati tudi svojo okolico ali pa, ne vem, svoje starše in prepoznavaš, kaj oni govorijo, ne, in pol ozaveščaš, recimo, tako se nič čudenega, da pač imam to, če pa recimo sem to poslušala, ne, tako. Ja. In kaj bi ti recimo nekomu rekla, ki zdaj razmišlja, da bi šel na temelje, ne bi šel na temelje, kaj bi ti rekla? Ja, itak, da ne gre, ne. Tako se mi zdi, to je pač itak je tako z našim vedenjem. Ti, če že dobiš en impuls, se mi zdi, ali pa razmišljaš, je ponavadi tako, da itak si dobil nek impuls, da pejta, ne. Potem začne samo pač naš ne vem, nekaj verjetno preračunavati, premišljavati, tako da nič preveč razmišljati, kar iti, no, ker res čisto ena druga orodja dobiš, en drug pogled, v tej resničnosti smo navajeni, ali pa pred temelji si navajen delovati pač na nek način in ne moreš narediti enega preboja, ne, kakorkoli se trudaš, potem s temi orodji že na samih teh 4 dneh pa dobiš toliko orodij, ja, pa tako facilitacijo, pa tudi te klipingi ti ful pomagajo, res, da pol presežeš ene svoje, ko bi rekla, ali meje, oziroma se povzpneš navzgor po stopničkah, no. In ene stvari se res začnejo takoj, no. Tako, kot sem rekla, meni pri poslu, če sem prej mogoče se še kje držala, mogoče malo nazaj, ali pa bila nesigurna, ali pa si kar kaj nisem upala, ne vem, vprašati ali pa narediti, sem kar šla. In stvari so se mi takoj začele v bistvu zlagati. Super. Ja. Super. Kako bi pa ti zdaj z eno besedo opisala to svojo
pač temelj oziroma izkušnjo na temeljih? Ja, transformacija, preobrazba. Ja, to slečeš v bistvu neke plašče, neke maske, postaneš bolj ti, no, to. In upaš ti tudi stopati nekako v svojo potenco. Tako da, lahko bi rekla tudi potenca temu, ne? Mislim, tako več besed. Ja. Ja. Super. Ja, Polona, drugače pa daj ti prosim zdaj na kratko po parih stavkih predstavi, kaj ti počneš, pa tudi, kje te pravzaprav lahko ljudje najdejo, če želijo stopiti v stik s tabo. Okay. Ja, jaz drugače tudi vodim bar delavnice za enkrat, pa tukaj bi mogoče še to, no, tako, če kdo razmišlja tudi o tem, da bi bar facilitator postal, ne, se mi zdi to dobra odločitev, mislim, tako je pogoja, ne, da v enem letu, ampak recimo jaz sama sem šla, preden sem začela facilitirati bar delavnice na temelje, in vidim, da je to, mislim, zame je bila to prava odločitev, ker dobiš še toliko enih dodatnih orodij. Pa tudi recimo, če delaš ti samo barske eni osebi, ne, včasih se kakšne stvari odprejo, kaj se je, mogoče treba kakšno entiteto počistiti, ne. To je stvar, ki se jo naučiš tudi na temeljih, tako da se mi zdi ful dobro, da imaš neka še dodatna orodja, da lahko, če je potrebno, ali če samo delaš bar seanso, ali pa dobro, pol naprej, če facilitiraš, da imaš več teh orodij, ne. Tako da ja, to delam, pa meditacijo vodim, pilates, jogo učim, no, čeprav mene je tudi ta access consciousness dejansko res tako prevzel, tako da zdaj svojo pot vidim naprej tudi. Super. Potem, no. Kje pa te lahko ljudje najdejo? Imaš kako spletno stran, ali imaš kak, ne vem, kak kontakt drug, kjer te lahko dobijo? Ja, spletna stran je www.polonaplesec.si. Enostavno. No, super. Pa bomo tudi, če bomo v kakem e-mailu ali pa kaj to pošiljali, bomo tudi zraven objavili, tako da bo ljudje lahko poklikali pa pogledali, kaj vse počneš. Tako da. Jaz se ti ful zahvaljujem za deljenje te izkušnje, tudi za mene tako to ful ena taka lepa, mislim tako lepa, da dobim tudi jaz neko povratno informacijo kot facilitatorka, tako da, ja, včasih kar pač izgubimo nekak stik s ljudmi, ki pridejo na temelje, ne, in mi je to res tudi, kako bi rekla, super, no, tako da tudi jaz vem pravzaprav, kaj se z vami dogaja, ne. Ja, hvala. Ja, tako da res najlepša hvala. Ja, tudi tebi, res hvala za vse. Ja. Tudi pri Barcih, mislim, na Barcih sem bila pri tebi, na temeljih sem bila pri tebi, tako da si ob tej priliki še enkrat zahvaljujem. Ja, hvala tudi tebi, da si to izbrala. Da si pomagala na poti do boljšega življenja. Tako. Najlepša hvala tebi tudi to, da to izbiraš in da s temi izbirami pravzaprav tudi, ko spreminjaš sebe, spreminjaš svet. Tako da, hvala in čau, čau. Čau.